Pri 75% lastništvu države v družbi Telekom je jasno, da država kontrolira in upravlja zelo pomembno vlogo in moč v tem podjetju. Tako da govoriti o še dodatnem utrjevanju je seveda težko razumljivo. Ampak kakorkoli, ocenjujemo torej, da je kar precej pravzaprav bolj politično predvolilnih očitkov na te poteze države, zato smo se odločili, da tega ne storimo zdaj. In smo se odločili, da to priložimo in čakamo torej čase, ko bo moč voditi bolj argumentirano razpravo na to temo, oziroma tudi verjetno poslej, da bo to temo toliko politično obarvanih očitkov. Torej, poteka korespondenčna seja vlade, na kateri se odločamo o tem, da umaknemo kot predlagatelj točke povezane z uvedbo enotirnega sistema, kakor tudi seveda vse posledične točke, imenovanje upravnega odbora in seveda nagrad in tako naprej. Torej, skupščina Telekoma bo klasična, standardna. Tudi sicer moram zelo odkrito povedati in s tem tudi pojasniti namere, s katerim smo želeli dati pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Mislimo, da je nakup delnic Telekoma v tem trenutku zelo dober posel. Škoda bi bila, da ga država ne izkoristi in da Telekom ne izkoristi. Namreč delnice po sedanji vrednosti so po naši oceni nižje, kot so vsa vrednotenja, kot so bile nazadnje tudi ponudbe. Efektivna ponudbe konkurentov so bile, efektivna cena delnice je bila nekje okrog 350 evrov. Če odštejemo seveda vse finančne vzvode, ki bi jih potencialni kupec izvajal na račun kupljenih delnic, smo prišli do izračuna okoli 350, zato smo želeli tudi dati pooblastilo upravi, da lahko nakupuje delnice do te vrednosti, kajti ocenjujemo, da je podjetje vredno vsaj toliko, oziroma še bistveno več. Ugotovili smo, da je seveda to potrebna posebna skupščinska točka, zato ni dovoljeno narediti v okviru ene točke delitve bilančnega dobička. In zato smo tudi to rekli, da bomo dali na eno izmed prihodnjih skupščin. Torej, cilj je bil samo eden. To je ta, da Telekom do zakonsko dovoljene meje lahko odkupuje seveda po presoji in preudarku uprave lastne delnice in s tem naredi dober posel zase, oziroma posledično tudi lastnika in država. Želim pa vam to pojasniti, da ne bo začudanja po skupščini, da je država glasovala v bistvu proti nekim svojim originalnim predlogom, kar bi se dejansko tudi zgodilo. Mi smo danes še enkrat pravzaprav tik pred zaključkom korespondenčne seje, kjer smo spremenili navodila za glasovanje oziroma predlagamo kot predlagatelj teh točk tudi umik in preložitev. Da bo korespondenčna seja dokončana? Čez 20 minut.